Lepo pozdravljene, cenjene gledalke in cenjeni gledalci in dobrodošli na predavanjih, na katerih vam v okviru digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije na jedrnat in praktičen način predstavljamo temeljne informacije z področja regulative digitalnega okolja, prava intelektualne lastnine, oglaševalskega prava in širšega področja prava informacijske družbe. Moje ime je Jaka Repanšek in s področji digitalne regulative, o katerih bo tekla beseda na naših predavanjih, se ukvarjam že več kot 2 desetletji. Spoznali bomo temeljna znanja širokega področja digitalne regulative, pri čemer poseben poudarek namenjamo aktualnim predpisom, ki jih Evropska unija sprejema v okviru tako imenovanega Evropskega digitalnega desetletja. Prihodnost vseh nas temelji na digitalnih kompetencah. In sestavni del digitalnih znanj je tudi poznavanje temeljnih predpisov, ki oblikujejo, usmerjajo, regulirajo in okvirjajo naš skupni digitalni prostor. V njegovem središču pa je osveščen posameznik, ki pozna vsaj temeljna pravila digitalnega komuniciranja in poslovanja, pri tem pa se dobro zaveda svojih temeljnih pravic in obveznosti. Lepo pozdravljeni, tema tokratnega predavanja je samoregulativa oglaševanja. Izjemno pomembna tema tudi v digitalnem okolju, v okolju digitalnega oglaševanja, saj ureja etična pravila, na katera morajo biti pozorni vsi deležniki v tako imenovanem oglaševalskem trikotniku. Torej oglaševalci, agencije in mediji. Seveda vključno z digitalnimi mediji. Če se na eni strani zakonodaja, regulativa ukvarja s predpisi, ki recimo urejajo digitalno poslovanje ali pa digitalno oglaševanje, se na drugi strani oglaševalska etika ukvarja z interpretacijo in pa z spoštovanjem, uveljavljanjem etičnih načel v tudi digitalnem oglaševanju. Oglaševalski trikotnik je sestavljen, kot sem rekel, iz 3 pomembnih skupin deležnikov, to so oglaševalci, mediji in oglaševalske agencije. Seveda so v širšem okolju tako imenovanega oglaševalskega trikotnika zelo pomembni ali pa najpomembnejši potrošniki, na katere se torej etičnost oglaševanja nanaša, naslavlja torej dileme, ki lahko zadanejo ali pa prizadanejo posamezne potrošnike, ko gre za vsebino, za etiko oglaševanja. Ponovno poudarjam, tudi v digitalnem okolju. No in pa seveda v tem okolju, v tej sferi digitalnega, torej oglaševalskega trikotnika, je pomembna tudi širša strokovna javnost, ki svojim delom, svojim znanjem, z participacijo v samoregulativi tudi sooblikuje oglaševalske standarde, na katere se torej nanaša samoregulativa oglaševanja. No in najpomembnejši organ v okviru samoregulative oglaševanja v Sloveniji je oglaševalsko razsodišče. Oglaševalsko razsodišče deluje v okviru Slovenske oglaševalske zbornice. Njegova primarna naloga je oblikovanje in implementacija visokih strokovnih standardov na področju oglaševanja. Potem seveda samoregulativa oglaševalske in tržno-komunikacijske industrije in pa seveda tudi sprejemanje Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Torej, člani Slovenske oglaševalske zbornice so sprejeli in v kratkem pričakujemo tudi novelo Slovenskega oglaševalskega kodeksa, torej kodeks kot temeljno orodje, temeljni predpis samoregulative oglaševanja. Preden pa nadaljujemo z samoregulativo oglaševanja, torej z etičnimi standardi, ki urejajo oglaševanje, tudi digitalno oglaševanje, pa si poglejmo, kakšen je v Republiki Sloveniji pravni okvir oglaševanja, kateri so torej temeljni pravni viri, ki urejajo oglaševanje, tudi digitalno oglaševanje, torej oglaševanje na spletu v Republiki Sloveniji, seveda pa številni ti predpisi obstajajo ali pa so uveljavljeni na nivoju celotne Evropske unije. Čisto na vrhu hierarhije pravnih aktov seveda so tisti, ki urejajo svobodo govora, tudi komercialnega govora. Denimo Evropska konvencija o človekovih pravicah in pa Ustava Republike Slovenije. Hierarhično sledi medijska zakonodaja, tako imenovana medijska zakonodaja. Zakon o medijih, zakon o audiovizualnih medijskih storitvah, pa denimo predpisi, kot so splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju. Zelo pomembni
tudi za oglaševanje in komuniciranje s potrošniki na spletu, so predpisi na področju varstva potrošnikov. Tukaj je zelo pomemben predpis, ki je bil pomembno spremenjen v začetku leta 2023, novi zakon o varstvu potrošnikov, ki je usklajen s številnimi evropskimi direktivami na področju varstva potrošnikov. Potem pa seveda imamo tudi številne predpise, ki urejajo oglaševanje produktov ali posameznih produktnih skupin in storitev. Čisto takole nekaj jih primeroma naštejmo, recimo zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, pa recimo zakon o zdravstveni dejavnosti in tako naprej. No in seveda to so predpisi na eni strani. Uveljavljajo se torej preko državnih organov na sodiščih, v upravnih postopkih, sprejema jih državni zbor, vlada sprejema podzakonske predpise in temu rečemo torej regulativa na področju oglaševanja. Na drugi strani pa imamo seveda samoregulativo in ta temelji na slovenskem oglaševalskem kodeksu, o katerem bomo danes spregovorili nekaj več besed. Slovenski oglaševalski kodeks in njegovo bistvo. Slovenski oglaševalski kodeks je avtonomni pravni vir Slovenske oglaševalske zbornice. Namenjen je presoji oglaševanja v pomenu in obsegu, kot ga opredeljuje. Kaj je in kaj ni presoje, predmet presoje pa je opredeljeno v uvodnih poglavjih oglaševalskega kodeksa. Oglaševalski kodeks je vsem dostopen na spletni strani Slovenske oglaševalske zbornice in kot rečeno, pričakujemo v kratkem tudi nekaj posodobitev in nadgradenj tega kodeksa, seveda tudi zaradi hitrega razvoja oglaševalskih in pa drugih prijemov, kanalov in tehnologij v Sloveniji, v Evropski uniji in tudi na globalni ravni. Slovenski oglaševalski kodeks zavezuje celostno, to se pravi ne le v posameznih določbah, ki se jih ne interpretira zelo črkobralsko, temveč je vedno potreba gledati na namen, ki ga samoregulativa zasleduje, ko gre za etično urejanje oglaševanja in tržnega komuniciranja. Slovenski oglaševalski kodeks se ne ukvarja s tem, ali je nek izdelek, ki ga ponujamo recimo preko spleta, vreden svoje cene. Ukvarja pa se z vsebino in obliko oglaševanja. In to je tisto, kar je bistveno. Seveda se deloma prepleta tudi z vprašanjem zakonitosti, skladnosti z veljavnimi predpisi, saj vendar samoregulativa na nivoju oglaševalske zbornice posameznega področja ne more urejati drugače, kot ga urejajo veljavni predpisi. Lahko pa ga, in to je bistvo, ureja podrobneje, natančneje, zlasti pa v luči tega, kar v oglaševalskem trikotniku oglaševalci, mediji in agencije smatrajo kot pomembno za neko oglaševalsko komuniciranje, oglaševalsko etiko v slovenskem prostoru. Oglaševalsko razsodišče je tisto, ki je edino pristojno za interpretacijo in za razsojanje na podlagi slovenskega oglaševalskega kodeksa. Nekaj več o slovenskem oglaševalskem razsodišču pa v naslednjih minutah. Zakaj torej imamo samoregulativo oglaševanja? Samoregulativo industrija, oglaševalska industrija, tudi spletna industrija, zagotavlja visoke strokovne standarde, zlasti etične in moralne, ter večjo urejenost trga napram vsem deležnikom. Ščitimo pravico do svobodnega, a korektnega komercialnega govora, zagotavljamo višjo stopnjo varstva potrošnikov, dokazujemo odgovornost do družbe kot celote, pravil konkurenčnosti in potrošnikov. Dokazujemo ali pa omogočamo izvensodne obravnave, tudi poravnavo sporov. Opredeljujemo predvsem kako, v zelo omejenem obsegu, pa tudi komu se lahko oglašuje. Kaj produkt in storitev ali komu pa je v največji meri predmet zakonskih in podzakonskih predpisov. In katera so temeljna načela samoregulative oglaševanja? Zakonitost, dostojnost, poštenost in resničnost, odgovornost do posameznikov in do družbe, spoštovanje načel lojalne konkurence, kot se uveljavlja v poslovnem svetu, Sloveniji, v Evropski uniji in tudi globalno. Pomembna je tudi neodvisnost, tudi finančna neodvisnost oglaševalskega razsodišča, samoregulative oglaševanja, torej, da se izognemo kakršnikoli vplivom tretjih oseb na naše odločanje. Pomembna je tudi transparentnost, vse naše odločitve oglaševalskega razsodišča, vse odločbe so javno objavljene na spletnih straneh Slovenske oglaševalske zbornice in dostopne prav vsakomur. In pa seveda tudi učinkovitost. Oglaševalsko razsodišče razsoja v kar se da kratkih rokih,
Vemo, da je oglaševanje, zlasti pa oglaševanje na spletu, časovno zelo občutljiva dejavnost in si seveda oglaševalsko razsodišče ali samoregulativa ne more privoščiti, da bi o posameznih oglaševalskih kampanjah, njihovi etičnosti, njihovi vsebini odločali mesece in mesece. In kaj pravzaprav je oglaševalsko razsodišče? Kdo so njegovi člani, kako deluje? Oglaševalsko razsodišče je neodvisen organ, ki deluje pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice. Izključno je pristojno za presojo skladnosti Slovenskega oglaševalskega kodeksa, torej oglaševanja z Slovenskim oglaševalskim kodeksom in pa za interpretacijo določil Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Sestavlja ga 7 članov. Od tega je en predsednik oglaševalskega razsodišča. Člani pa so seveda iz vseh krogov, iz vseh strani oglaševalskega trikotnika, tako nominirani tako strani medijev kot oglaševalcev in pa oglaševalskih agencij. Gre za posameznike, ki svojo strokovno odličnostjo, znanjem in izkušnjami doprimorejo k razvoju, k interpretaciji, k nadgradnji slovenske oglaševalske prakse. In to je tisto, kar je najpomembnejše. Seveda, oglaševalsko razsodišče deluje formalno, deluje na podlagi poslovnika, tudi ta je dostopen vsakomur na spletni strani Slovenske oglaševalske zbornice. In poslovnik je tisti, ki zelo preprosto, zelo enostavno opredeljuje, določa postopek vlaganja pritožb in druga proceduralna vprašanja povezana z razsojanjem o posameznih oglasnih kampanjah. In katere so pristojnosti Slovenskega oglaševalskega razsodišča? Najpomembnejše je, da odloča o pritožbah glede skladnosti oglaševanja s Slovenskim oglaševalskim kodeksom. Vsakdor, ki opazi nek oglas na spletu, na televiziji, lahko tudi zunanje oglaševanje, in meni, da je ta oglas neskladen z oglaševalsko etiko. Nekaj vas zmoti pri tem oglasu. Menite, da ne sodi v naš kulturni prostor, da ne sodi v medij, v katerem se predvaja, da morda nagovarja določene ciljne skupine, ki jih ne bi smel nagovarjati, denimo otroke, da morda uporablja prijeme, ki so neetični, ki zmotijo, ki iritirajo vas kot potrošnika, se lahko pritožite kot potrošnik na Slovensko oglaševalsko zbornico, vložite torej pritožbo, o kateri bo odločalo Slovensko oglaševalsko razsodišče. Pritožite se lahko kot fizična oseba, kot posameznik, lahko pa se pritožite tudi kot podjetje. Morda vas bo zmotilo ravnanje vaše konkurence. Recimo pri svojem delovanju ali oglaševanju na spletu opazite, da konkurenca uporablja prijeme, ki ne le, da so nezakoniti, morda so zakoniti, pa vendarle menite, da svojo vsebino ne dosegajo visokih standardov etičnega oglaševanja, ki jih določa Slovenski oglaševalski kodeks. In kako vložimo pritožbo na Slovensko oglaševalsko zbornico oziroma oglaševalsko razsodišče? Preprosto. Napišemo, na kateri oglas oziroma oglaševalsko kampanjo se pritožba nanaša, jo utemeljimo, če se le da, seveda tudi z navedbo posameznih členov Slovenskega oglaševalskega kodeksa, za katere menimo, da jih predmetno oglaševanje krši. To pritožbo, utemeljeno seveda, posredujemo na Slovensko oglaševalsko zbornico. Ukolikor bo oglaševalsko razsodišče presodilo, da pritožba ni popolna oziroma da je pomanjkljiva, vas bo pozvalo k dopolnitvi te pritožbe in potem, ko bo pritožba popolna, o njej tudi odločalo. Torej, najpomembnejša, kot smo ugotovili, pristojnost ali pa dejavnost oglaševalskega razsodišča je torej odločanje o pritožbah zoper posamezne oglase. Videli bomo tudi kasneje v nadaljevanju, kako to izgleda v praksi. In potem seveda, ko oglaševalsko razsodišče odloča o posamezni pritožbi, izreka tudi ustrezne ukrepe. Te ukrepe izreka v skladu z svojim poslovnikom in ti ukrepi zavezujejo vse deležnike, vse udeležene stranke v takšnem pritožbenem postopku. To pa niso edine pristojnosti ali edina dejavnost Slovenskega oglaševalskega razsodišča. Slovensko oglaševalsko razsodišče lahko podaja tudi mnenja o vsebini posameznih oglaševalskih kampanj, denimo, da jo pripravljate na spletu. Oblikujete osnutek neke oglaševalske kampanje, ki se bo predvajala na spletnih medijih, na televizijskem mediju, na radijskih medijih in v drugih komunikacijskih kanalih. Pa niste povsem prepričani, ali je vsebina, ki ste jo si zamislili v okviru take oglaševalske kampanje, povsem skladna z etičnimi standardi oglaševanja zapisanimi v oglaševalskem kodeksu.
tem primeru lahko zaprosite razsodišče, da poda predhodno mnenje, še preden se spustite v dokončno izdelavo posameznih oglasov, oglaševalske kampanje, si torej tudi prišparate kar precej stroškov v primeru, da bi bilo potrebno to kampanjo popravljati, torej zaprosite za predhodno mnenje, ki vam ga bo oglaševalsko razsodišče tudi podalo. No in pa zelo pomembna pa je tudi dejavnost ali pristojnost podajanja mnenj v primeru, da se na oglaševalsko razsodišče obrnejo pristojni inšpektorati. Torej inšpektorati, ki delujejo na državni ravni in odločajo v inšpekcijskih postopkih o domnevni nezakonitosti posameznih oglaševanj. Ker se nezakonitost in neetičnost zelo prepletata, se pristojni inšpektorati, denimo tržni inšpektorat, pa tudi drugi inšpektorati, zelo pogosto obrnejo na oglaševalsko razsodišče in zaprosijo za mnenje o skladnosti posamezne oglaševalske kampanje, ki je že v teku, tudi že predmet inšpekcijskega postopka, z določbami slovenskega oglaševalskega kodeksa. In ko oglaševalsko razsodišče odloča o pritožbah, seveda sprejme tudi razsodbo in odloči o ukrepih zoper neko oglaševanje. Kateri pa so ti ukrepi, ki jih lahko izreka ali pa uveljavlja slovensko oglaševalsko razsodišče? Na prvem mestu gre za javni poziv oglaševalcu oziroma mediju k umiku ali popravku oglaševanja, ki ni skladen z slovenskim oglaševalskim kodeksom. Potem gre za javni poziv oglaševalcu oziroma mediju k takojšnjemu prenehanju objavljanja oglaševanja, dokler se ta ne uskladi z določbami oglaševalskega kodeksa. Ukolikor pa oglaševalsko razsodišče presodi, da gre za res hude kršitve oziroma da so te kršitve tudi močan poseg v veljavne predpise o oglaševanju v Republiki Sloveniji, pa lahko odstopimo oziroma podamo prijavo zoper takšno oglaševanje tudi na pristojne inšpektorate. Oglaševalsko razsodišče, za razliko od državnih organov, seveda nima možnosti izrekanja finančnih sankcij ali še kakšnih drugih sankcij, ki jih lahko izrekajo državni organi. Kaj torej lahko v resnici oglaševalsko razsodišče stori? Kot sem rekel, oglaševalsko razsodišče javno objavi in javno pozove oglaševalca oziroma medij k prenehanju ali nadgradnji, spremembi, popravku posameznega oglaševanja. V angleščini bi takšnemu ukrepu, takšni pristojnosti lahko rekli blame and shame. Javno se torej objavi, za katerega oglaševalca gre, v kateri kampanji in katere določbe slovenskega oglaševalskega kodeksa in s kakšnim ravnanjem oglaševalca, delimo pri oglaševanju na spletu, v neki spletni oglaševalski kampanji, so bile kršene. In verjemite, da se oglaševalci v Sloveniji in tudi vsi ostali deležniki oglaševalskega trikotnika zelo dosledno držijo odločb slovenskega oglaševalskega razsodišča. Zakaj? Zelo težko si privoščite kot resno podjetje, kot deležnik na digitalnem oglaševalskem trgu, da ne bi spoštovali odločb najvišjega organa, edinega pristojnega organa v Republiki Sloveniji na področju oglaševalske etike. Izkušnje so, da se v veliki večini primerov takšne odločbe v praksi tudi izvedejo. Seveda pa ima lahko takšen ukrep tudi določene posledice, močne finančne posledice za oglaševalca, ki deluje neetično. Zamislite si, da ste oblikovali neko oglaševalsko kampanjo in v njo vložili več 100.000 evrov. Tako na spletu, kot zakup oglasnega prostora na televiziji, na drugih medijih in da vas oglaševalsko razsodišče pozove, da morate nemudoma prenehati s takšnim oglaševanjem, ga odstraniti oziroma popraviti. Takšni primeri so v praksi kar pogosti in seveda oglaševalci se želijo temu čim bolj izogniti. Kar je torej pomembno, da se nekako držijo etičnih standardov, da poznajo vsebino slovenskega oglaševalskega kodeksa, še preden pripravijo posamezno oglaševalsko kampanjo. In katera so temeljna pravila, na katerih sloni slovenski oglaševalski kodeks? Naštejmo jih. Zakonitost, dostojnost, poštenost, resničnost, dokazljivost, prepoznavanje. To pomeni, da morajo biti oglasi kot taki tudi prepoznavni potrošniku. Ko obiščete spletno stran, vam mora biti na prvi pogled jasno, katera vsebina je oglaševalska ali sponzorirana vsebina in katera vsebina je denimo uredniška, novinarska vsebina. Potem je tu odgovornost do družbe in posameznikov. Zasebnost, tudi varstvo zasebnosti, varstvo osebnih podatkov je izjemno pomembna vrednota, ki jo zasleduje slovenski oglaševalski kodeks. V slovenskem oglaševalskem prostoru, digitalnih medijih in tudi v drugih kanalih ni dovoljeno poseganje v dobro ime ali pa posnemanje denimo konkurenčnih podjetij. To je
nekako bistvena razlika med oglaševanjem v Sloveniji in Evropski uniji in pa recimo nekaterimi drugimi državami, kot so recimo Združene države Amerike, kjer je neko primerjalno oglaševanje na povsem subjektivni ravni seveda precej bolj dovoljeno in odprto, kot je to možno v Sloveniji ali Evropski uniji. No in katera so pa splošna pravila? Zdaj smo neke temeljne načela smo opisali, katera so pa zdaj splošna pravila? To je naslednje poglavje Slovenskega oglaševalskega kodeksa, ki določa splošna pravila, ki se nanašajo na prav vsako oglaševanje, ki je predmet presoje. Pričevanja in sklicevanja. To se pravi, da ko govorimo, ko uporabljamo neke trditve, ko se sklicujemo, denimo na neke javnomnenjske raziskave, na neke podatke, analize, da seveda smo pri tem uporabili resnične, točne in nezavajajoče podatke. Potem je tu oglaševanje z navedbo cen, tudi potrošniška zakonodaja je zelo občutljiva, ko gre za objavljanje cen ali dvojnih cen, popustov in tako naprej v oglaševanju. In tudi tukaj so se pravila, predpisi v letu 2023 kar precej spremenili in so precej strožji, denimo tudi za recimo spletne trgovine. Potem je tukaj oglaševanje z navedbo jamstev, raznih jamstev, vračilu blaga, zamenjavi in tako naprej. Nakup na obroke in kredit je posebno poglavje splošnih pravil. Razpoložljivost izdelkov, da torej obljubljamo neke izdelke, čeprav jih nimamo na zalogi. Primerjalno oglaševanje. Kot sem rekel, primerjalno oglaševanje je v Sloveniji in Evropski uniji precej strožje urejeno, kot denimo v Združenih državah. Dovoljeno je do določene meje, torej objektivno primerjati posamezne produkte med seboj je dovoljeno, vendar samo, kadar imamo za to resnične, preverljive in objektivne podatke, ki so potrošniku zelo lahko dostopni in razumljivi. In pa tukaj je še zelo pomembno poglavje splošnih pravil, ki postaja vedno pomembnejše, to pa je poglavje, ki se nanaša na okoljevarstveno argumentacijo. Potrošniki v vseh kanalih oglaševanja, v vseh medijih, zlasti pa seveda tudi v digitalnem okolju, so vedno bolj, in tako je tudi prav, občutljivi na uporabo okoljevarstvene argumentacije v oglaševanju. Prilepiti oznako eko, bio, prav na vsak produkt, čeprav s tem nima nobene povezave, je seveda tako nezakonito, kot tudi neetično. No in Slovenski oglaševalski kodeks vsebuje tudi posebna pravila, ki se nanašajo na posebne skupine blaga in storitev ali pa ciljnih javnosti v oglaševanju. Tako se posebna pravila nanašajo denimo na otroke in mladostnike, na oglaševanje alkoholnih pijač, oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov, pa zdravil in medicinskih pripomočkov, hrane in brezalkoholnih pijač. Potem je tu posebno poglavje, ki se nanaša na lepoto in zdravje, torej na oglaševanje raznih pripomočkov ali substanc, ki naj bi nam pomagale pri našem zdravju ali pa na področju lepote potrošnikov. Potem so tukaj posebna pravila, posebne določbe, ki se nanašajo na igre na srečo, pa na politično oglaševanje in pa recimo na oglaševanje motornih vozil. Preden nadaljujemo s nekaterimi konkretnimi primeri, s katerimi se je v preteklosti že srečalo oglaševalsko razsodišče in o njih tudi že pravnomočno odločilo, naj čisto na kratko ponovno povzamem nekaj najpomembnejših poudarkov dela oglaševalskega razsodišča in samoregulative oglaševanja kot celote. Vse to, o čemer danes seveda govorimo, se nanaša tudi na spletno oglaševanje. Samoregulativo industrija zagotavlja visoke strokovne standarde, tudi etične in moralne, ter večjo urejenost trga napram vsem deležnikom. Ščitimo pravico do svobodnega, a korektnega komercialnega govora in kreativnega tržnega komuniciranja. Zagotavljamo višjo stopnjo varstva potrošnikov tudi na spletu. Dokazujemo odgovornost oglaševalcev do družbe kot celote in pa spoštovanja pravil konkurenčnosti in varstva potrošnikov. Omogočamo izvensodno obravnavo oziroma poravnavo sporov. In ne nazadnje, opredeljujemo predvsem, kako je etično oglaševati, v zelo omejenem obsegu pa tudi, komu je dovoljeno oglaševati. Pri svojem delu oglaševalsko razsodišče sledi naslednjim temeljnim načelom. Zakonitost, dostojnost, poštenost in resničnost, odgovornost do posameznikov in do družbe, spoštovanje načel lojalne konkurence, kot so uveljavljena v poslovnem svetu. Zelo pomembno je, da je oglaševalsko razsodišče pri svojem delu neodvisno, tudi finančno neodvisno, neodvisno tudi do vseh deležnikov, ki so ustanovili oglaševalsko zbornico, Slovensko oglaševalsko zbornico, pod okriljem katere deluje Slovensko oglaševalsko razsodišče. Naše delo je transparentno.
To je zelo pomembno, to se pravi, da so vse odločbe, o katerih smo razsodili, tudi javno objavljene na spletu, na spletnem mestu Slovenske oglaševalske zbornice. Naše delo oziroma pritožbeni postopki so dostopni vsakemu potrošniku, posamezniku, tudi podjetju, ki torej vloži pritožbo zoper domnevno neetični oziroma sporen oglas. In pa seveda ne nazadnje tudi učinkovitost našega dela. Oglaševanje, zlasti spletno oglaševanje, je izjemno hitro. Tu ni veliko časa, da bomo razpravljali in odločali o posameznem primeru mesece in mesece, temveč res v najkrajšem možnem času odločimo o etičnosti oziroma neetičnosti posameznega oglasa in potem tudi izrečemo ustrezne ukrepe. No in kako to izgleda v praksi, pa si bomo pogledali na nekaj čisto konkretnih primerih, ki so, kot že poudarjam, bili že v preteklosti torej razsojeni, pravnomočno razsojeni. Vsi ti primeri so tudi javno objavljeni na spletnem mestu Slovenske oglaševalske zbornice. Poglejmo si prvi primer, o katerem je nedavno odločalo Slovensko oglaševalsko razsodišče. Primer se nanaša na vprašanje dostojnosti v oglaševanju, ki ga ureja 2. člen Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Gre za razsodbo številka 354. Najprej poglejmo, katera določila Slovenskega oglaševalskega kodeksa se nanašajo na področje dostojnosti. Člen 2.1 pravi takole: oglaševanje ne sme vsebovati ničesar, kar bi žalilo javnost v smislu splošno prevladujočih pravil o dostojnosti in bi povzročilo globoko ali množično prizadetost. Oglaševanje ne sme vsebovati ničesar, kar bi posameznike ali skupine lahko žalilo zaradi njihove rasne ali narodnostne pripadnosti, verskega prepričanja, politične pripadnosti, spolne opredeljenosti, zdravstvenega stanja ali invalidnosti in drugih morebitnih kriterijev razlikovanja. Oglaševanje ne sme nasprotovati samoumevni enakopravnosti med spoloma, niti prikazovati moškega, ženska ali otroka na žaljiv ali podcenjujoč način. Prikazovanje golote in spolnih namigovanj zgolj zaradi šokiranja ali vzbujanja pozornosti ter brez smiselne povezave z izdelkom ni sprejemljivo. Pa poglejmo konkretni primer. V tem primeru, ki ga vidite na zaslonu, je pritožbo vložil potrošnik. Gre za oglaševalsko akcijo, vsak ima svoj optimum, kjer je potrošnik menil, da je v samem oglasu golota, tudi nekatera namigovanja, da so uporabljena torej zgolj z namenom šokiranja ali vzbujanja pozornosti. Oglaševalec je na pritožbo odgovoril takole: zasnova oglaševanja, ki je predmet pritožbe, v prvi vrsti odraža slogan družbe oglaševalca. S predmetnim oglaševanjem je družba oglaševalec želela javnosti sporočiti, da vse ljudi vodi ista želja, biti srečen in imeti svoj optimum. Z oglasom so želeli izpostaviti predvsem to, da smo si ljudje med seboj različni. Ne glede na razlike, pa nas prav vse vodi ista želja, biti srečen, ljubljen in imeti pravi smisel v svojem življenju. No, oglaševalsko razsodišče je na podlagi preverjanja vseh dejstev, ogleda oglasa, na podlagi navedb iz pritožbe in tudi odgovora oglaševalca razsodilo takole: pritožba ni utemeljena. In zakaj? Po mnenju oglaševalskega razsodišča konkretna pritožba ni utemeljena. Poglejmo si nekaj ključnih poudarkov iz obrazložitve. V oglasu ni golote, je zgolj poljubljanje. Pa čeprav gre za poljub med istospolnimi pari, v slovenskem kulturnem okolju ni mogoče opredeliti tega kot nedovoljeno namigovanje na spolnost v smislu 2. člena Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Oglasi ne vključujejo elementov zaničevanja, niti ne prikazujejo kogarkoli na žaljiv ali podcenjujoč način. Pri presojanju domnevno nedostojnega oglaševanja je razsodišče še posebej skrbno, zato oglaševalcem nasploh priporoča, da pri zasnovi oglaševalskih vsebin in izbiri komunikacijskih kanalov delujejo v duhu kodeksa posebno skrbno. To je bil torej prvi primer, ki smo si ga pogledali v praksi. Poglejmo si drugi primer, ta pa se nanaša na vprašanje poštenosti, resničnosti, dokazljivosti in primerjalnega oglaševanja. Vse te kategorije so izjemno pomembne tudi, ko govorimo o spletnem oglaševanju. Gre za razsodbo oglaševalskega razsodišča številka 239. Kot vidite na sliki, gre za vprašanje oziroma za oglas, ki oglašuje pristno slovensko mleko iz domačih krajev. No, na oglas se je pritožil, zoper oglaševalca se je pritožilo konkurenčno podjetje.
Trdilo je, da gre za domnevno kršitev določil SOK-a zaradi uporabe zavajajoče trditve edino 100% slovensko trajno mleko. Katera določila SOK-a so uporabljena v tem primeru, ko gre za odločanje oglaševalskega razsodišča? Člen 3.1 pravi takole: oglaševanje ne sme biti zasnovano in oblikovano tako, da bi zlorabljalo zaupanje potrošnikov, izkoriščalo njihovo pomanjkljivo izkušnjo oziroma znanje in jih s tem zavajalo. Oglaševanje, in to si moramo res dobro zapomniti, mora biti vselej zavezano resnici. Ne sme vsebovati trditev ali zvočnih in vizualnih predstav, ki zavajajo ali bi lahko zavedle potrošnika z neresničnostjo, dvoumnostjo, s pretiravanjem, zavajajočimi opustitvami in tako naprej. Zlasti to velja, kadar se nanaša na namen in uporabnost izdelka, njegovo sestavo, geografsko poreklo in druge za potrošnika bistvene informacije. Kako je razsodilo oglaševalsko razsodišče? Razsodilo je, da je pritožba v tem primeru utemeljena. In sicer ključni poudarki iz odločbe, torej iz razsodbe, so naslednji. Trditev edino 100% slovensko trajno mleko ni v skladu z določili slovenskega oglaševalskega kodeksa. Namreč izkazalo se je, da so tudi drugi proizvajalci, ki dajo enak ali primerljiv produkt na trg, v času oglaševanja uporabljali 100% slovensko mleko. To se pravi, uporaba besede edino 100% slovensko mleko v tem primeru ni skladno z določbami slovenskega oglaševalskega kodeksa. Naslednji primer je res zanimiv. Ukvarja se z področjem resničnosti, dobrega imena in posnemanja in pa primerjalnega oglaševanja. Kot vidite na sliki, na levi strani je izvirni oglas oglaševalca, na desni strani je oglas, ki je nastal nekoliko kasneje in na nek način posnema izvirni oglas prvega oglaševalca. Prvi oglaševalec je v oglasu navedel naslednje: postali smo največji ključnik 1 internet. Torej, postali smo največji ponudnik interneta v Sloveniji. Drugi oglaševalec, konkurenčno podjetje, mu je v kratkem času odgovoril: mi pa smo še vedno najhitrejši. Pri tem je uporabil praktično podobne ali zelo podobno ikonografijo, podobno podobo teh obeh oglasov in seveda se je prvi oglaševalec na to oglaševanje konkurenčnega podjetja pritožil. Tukaj je treba upoštevati nekaj temeljnih pravil. Torej, še enkrat, gre za področje dobrega imena in posnemanja, za področje resničnosti in pa za področje primerjalnega oglaševanja. In poglejmo si, katera so pravila, ki veljajo za oglaševanje, seveda tudi za oglaševanje na spletu. V oglaševanju ni dovoljeno neupravičeno uporabljati imen, začetnic, logotipov in blagovnih znamk drugih podjetij ter institucij. Oglaševanje si ne sme prilaščati dobrega imena drugih podjetij, posameznikov v obliki imena ali blagovne znamke. To velja tudi za naziv izdelka in zaščiteni znak proizvajalca. Oglas ne sme posnemati drugega oglasa na način, da bi z obliko, besedilom, sloganom, vizualnim prikazom, glasbo, zvočnimi učinki utegnil zavajati ali povzročati zmedo na trgu. Oglaševanje, kot smo že večkrat poudarili, mora biti zavezano resnici. Primerjanje med oglasi je v Sloveniji dovoljeno, kadar gre za interes informirane javnosti in spodbujanje konkurence pod pogojem, da je takšno primerjalno oglaševanje objektivizirano. Da gre torej za resnične, objektivno dokazljive informacije, ko primerjamo eno podjetje ali en produkt z produktom drugega podjetja. No in kako se je v tem zanimivem primeru odločilo oglaševalsko razsodišče? Odločilo je, da pritožba ni utemeljena. Morda bi na prvi pogled rekli, to pa je nekoliko nenavadno, saj sta si tako zelo podobna ta dva oglasa, le kako je oglaševalsko razsodišče lahko odločilo, da pritožba ni utemeljena. Poglejmo si nekaj ključnih poudarkov iz obrazložitve. Oglaševalsko razsodišče pravi takole: kljub temu, da je vizualna zasnova obeh oglasov, ki jih vidimo na zaslonu, sicer podobna, ne gre za nedovoljeno posnemanje v smislu določil 9. člena slovenskega oglaševalskega kodeksa. Gre za na trgu dve zelo uveljavljeni in dobro prepoznavni znamki. Zato ni mogoče pritrditi pritožniku, da je oglaševanje ene družbe lahko povzročalo zmedo ali zavajalo potrošnike glede identitete posameznega oglaševalca.
Oglaševalsko razsodišče tudi meni, da so pojmi, kot je ključnik 1 internet, zelo splošni. In da gre za splošne pojme in trditve, postali smo najhitrejši, postali smo največji, še vedno smo najhitrejši. Oba oglaševalca sta trditev, postali smo največji, še vedno smo najhitrejši, tudi utemeljila z empirično merljivimi podatki, ki so na oglasih tudi navedeni in kot taki dostopni potrošniku. Zato ne moremo govoriti, da gre za nedovoljeno ali pa neobjektivizirano primerjalno oglaševanje. No in ne nazadnje, še vprašanje avtorskih pravic. Tako splošen dizajn, splošni elementi tega likovne, te grafične podobe obeh oglasov nikakor ne izpolnjujejo vseh tistih kriterijev po 5. členu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki bi zares utemeljevalo, da gre za kršitev avtorskih pravic prvega oglaševalca strani drugega oglaševalca. Gre za splošno tipografijo, gre za splošno enobarvno ozadje, gre za na nek način seveda poskus primerjati en oglas z drugim oglasom s povsem drugo vsebino, pa vendar podobno. In ne glede na vse določbe, ki smo jih prej našteli, ki je torej ta meja dovoljenega posnemanja, dovoljenega primerjalnega oglaševanja, je razsodišče v tem primeru presodilo, da v konkretnem primeru oglaševanja ne gre za kršitev določb slovenskega oglaševalskega kodeksa. Zaključimo torej z kratkim opisom pristojnosti in dela oglaševalskega razsodišča, ki deluje pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice. Oglaševalsko razsodišče odloča o pritožbah glede skladnosti oglaševanja s Slovenskim oglaševalskim kodeksom. Oglaševalsko razsodišče izreka ukrepe v skladu s svojim poslovnikom, podaja mnenja o skladnosti oglaševanja s Slovenskim oglaševalskim kodeksom in pa tudi neko pomoč tržnim in drugim inšpektoratom, podaja mnenja o že objavljenem oglaševanju, kadar se za takšno mnenje na oglaševalsko razsodišče obrne pristojni inšpektorat. In na kratko povzamemo še ukrepe, ki jih lahko izreče oglaševalsko razsodišče. Na prvem mestu gre za javni poziv oglaševalcu oziroma mediju k umiku ali popravku oglaševanja, ki ni skladen z Slovenskim oglaševalskim kodeksom. Gre tudi lahko za javni poziv oglaševalcu oziroma mediju k takojšnjemu prenehanju objavljanja oglaševanja. Oglaševalsko razsodišče lahko v nekaterih primerih kot ukrep poda tudi pobudo oziroma prijavo tržnemu inšpektoratu oziroma drugemu pristojnemu organu za ustrezno ukrepanje in pa seveda pristojnim organom prijavi dejanje, ki ima znake kaznivega dejanja. In kot smo videli in kot smo se že naučili v predhodnih minutah, zelo pohvalno je, da se vsi deležniki slovenskega oglaševalskega trikotnika, to so oglaševalci, mediji in oglaševalske agencije, zelo striktno in dosledno držijo izrekov oziroma odločb Slovenskega oglaševalskega razsodišča. Slovensko oglaševalsko razsodišče nima nad seboj možnosti izrekanja finančnih ali kakšnih primerljivih sankcij, vendar s svojim transparentnim delovanjem, z javno objavo odločb v primerih, v katerih odloča, pomembno vpliva in sooblikuje slovensko oglaševalsko prakso, slovensko oglaševalsko okolje, kar se v zadnjih letih seveda še zelo pomembno in intenzivno nanaša tudi na digitalno okolje, torej na okolje digitalnega oglaševanja. Čisto na koncu vam na zadnjem slajdu, na zadnji strani, na zadnji sliki predstavljamo tudi nekaj koristnih povezav in pa dostopov do arhivov odločb Slovenskega oglaševalskega razsodišča.